Ta aplavz je pokazal, kako so Novomeščanke in Novomeščani in ljudje iz okolice, morda je prišel tudi kdo od daleč, veseli, da ste z nami. Miro Cerar, športni, gimnastični šampion in eden izmed naših športnih vzornikov in ljudi, ki so seveda svojim delovanjem in tudi svojimi uspehi seveda bistveno pripomogli k temu, da Slovenija je to, kar je, namreč recimo temu najmanjša svetovna velesila v športu. Pa se kar še ne ustavlja, kar je res svojevrsten fenomen. Skratka, dobrodošli, hvala, da ste prišli. Upam, da se v Novem mestu tudi dobro počutite, kot rečeno, ste vedno dobrodošli, ampak najprej bi se z vami vendarle nekoliko pogovarjal o Leonu Štuklu. Je kar nekaj podobnosti, oba sta bila gimnastična šampiona, oba sta pravnika in predvsem seveda sta se tudi osebno zelo dobro poznala. Če morda na začetku nam razložite, kdaj sta se v bistvu spoznala oziroma po kakšnih priložnostih. Ja, najprej en lep pozdrav vsem navzočim. Torej, z Leonom sem doživel prvi kontakt, se mi zdi, ko sem bil še pionir in takrat se je pogostokrat v telovadnici pojavljal dr. Viktor Murnik, starosta sokolstva, in seveda Viktor Murnik je bil tudi vodja te slavne telovadne vrste, v kateri je bil tudi Leon Štukelj. In v tistem času kot pionir so nam povedali o njem nekaj bistvenega, kako pomemben je Viktor Murnik in seveda kako pomemben je tudi Leon Štukelj. No, kasneje pravzaprav so naši prednjaki, ko smo temu rekli, pa trener Boris Gregorka, ki je izhajal iz te olimpijske akademije in bi rekel posnemavec Murnikovega telovadnega delovanja, veliko pripovedoval o Leonu Štuklu. Seveda veliko je bilo teh zgodb, predvsem nam je posredoval tudi Tošo Primožič, tudi telovadec izrednih kvalitet, ki pa je imel seveda boljše uspehe na svetovnih prvenstvih. No, Leon je pa prednjačil na olimpijskih igrah. In ta dva sta bila sicer velika prijatelja, ampak Tošo Primožič, to sem mu tudi rekel Tošo, je bil vešč zabava in humorja in se marsikdaj privoščil Štukla in seveda smo o njem tudi zato marsikaj vedeli. No, seveda midva sva se potem spoprijateljila kmalu, ko je prišel tudi na nekaj tekmovanj. Pozneje sva tudi skupaj se odzvala na razna povabila po Jugoslaviji, na razne intervjuje in prireditve in seveda sicer sva pa veliko imela za povedati. Marsikaj vem, kar se sicer ni bilo objavljeno in tudi ne bo, iz njegovega življenja in pravniškega delovanja, ker so bila seveda po stroki pravnika. Torej, bil je pa kot oseba izjemen, bi rekel, tenkočuten, občutljiv, natančen in rodoljuben in pa seveda bi rekel zelo pošten. Dobro, kar je včasih seveda problem, če si tak, sploh v raznoraznih časih. Skratka, kar je seveda še en dodaten vidik tega, kar ste rekli, da v bistvu to znanje njegove gimnastične generacije v bistvu dokaj neposredno prešlo na vašo generacijo zaradi trenerjev. Zdaj Štukl nikoli sicer ni deloval trener, ker je bil kasneje sodnik in v bistvu v športu ni več deloval, tudi kot funkcionar v bistvu tudi na nek način zaradi znanih zadev niti ni mogel, niti ni hodil, ampak v bistvu to znanje, ki ga je pridobivala njegova generacija, v bistvu prešlo neposredno na vas. Zdaj, v kolikšni meri je bila ta gimnastika iz Štuklevega časa in potem kasneje vašega drugačna? No, torej, velike razlike so, torej tudi dan danes, če pogledam gimnastiko v mojih časih, v primerjavi z današnjo,
to je velika razlika. Tudi način sojenja, pogoji so drugačni in tako naprej. Pa da se vrnem v času Leona Štukla, moram reči, da je bilo to obdobje predstave moči in ogromno vaj na orodjih se je izvajalo na moč. Potem je pa prišel Tošo Primožič, ki je uvedel pravzaprav nov način telovadbe bolj kolebnega značaja. To, kar je potem tudi moderna telovadba povzela in seveda združila, tako bi rekel, gibanje tekoče z močjo. No in to je bila velika razlika takrat. In seveda oni so imeli tudi nekaj atletskih disciplin. Ja. Tudi v mojem času je bilo nekaj atletskih disciplin, tako imenovan mnogoboj, kjer smo poleg gimnastičnih orodij, na 6 orodjih, nastopali tudi na 100 metrov, 50 metrov skok v višine, v daljino, med krogle, enkrat je bilo celo plavanje, pa med žoge v koš. No, skratka, tudi tovrstno smo se, bi rekel, udejstvovali. No in takrat v njegovem času pa seveda je bil poudarek na moči. Tako sem že omenil, Tošo Primožič je potem uveljavljal nov način telovadbe, ki je potem seveda tudi zaobjel cel svet. Je pa bil že po naravi izredno močan, torej on je bil lahke teže. Zdaj govorimo o Štuklu, ne? V Štuklu, ja. In seveda včasih smo mu rekli, oziroma njegovi prijatelji so rekli, da imaš nokce kot zobotrebce in ti ni težko držati veliko razpore, vse mogoče težke elemente na krogih in na drugih orodjih. No, skratka, čas je imel, bi rekel, svojo zgodovino in svoje junake. Ja, se v tistem času, recimo, zato pač vse to bomo kasneje tudi videli, zagotovo, ampak obstajajo seveda posnetki Leona Štukla. Vem, da se je v bistvu šele dokaj pozno našel posnetek njegovega nastopa iz Pariza, se pravi izpred 100 let, ne, ta zdaj obstaja. Najbolj znan posnetek je iz tega filma Leni Riefenstahl s krogov leta 1936, ampak če pogledate tiste posnetke, ne, takrat so telovadili še na prostem, ne. To je pač bilo popolnoma drugače kot recimo že v vašem času, ko se je pa gimnastika, vsaj ta na vrhunski ravni, pa dogajala v dvoranah, ne. Tudi ta razlika je zelo značilna, ne. No, mi smo še ujeli, torej moja generacija, telovadbo še tudi na prostem, ampak seveda preselila se je, tako kot je rečeno že, v dvorane. Seveda to je velika razlika, veste, pod milim nebom določene elemente imaš potem drugo ravnanje svojega telesa in obvladovanje, kot pa v dvorani, ko se nekje upiraš na določeno nizko nadstropje in podobno. So velike razlike, no, in takrat, ja, tako je bilo. V redu, vi ste neke vrste, recimo temu hibrid, bi rekli v novodobnem jeziku, ne, ste bili še malo na prostem, pa kasneje že seveda pretežno v dvorani. Štukl je bil, čeprav so seveda trenirali tudi v dvorani, logično, je bil še človek, kot ste rekli, pod milim nebom. Zdaj, preden mogoče gremo na ta fenomen olimpizma, ki je seveda zaznamoval oba, mimogrede, ne, oba še nekaj imata skupnega, ne. Štukl je bil sploh prvi olimpijski zmagovalec iz Jugoslavije, takrat je bila še pač ta država oziroma v njegovem času še kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev, ne, pač on je bil sploh prvi, ki je osvojil zlato medaljo za to državo. Vi ste bili potem prvi, ki je osvojil zlato medaljo za olimpijsko, za recimo temu novo Jugoslavijo, ne, in tudi zato sta seveda že kmalu bila legendarna, ker sta pač nekima državama oziroma neki državi v bistvu prva prinesla olimpijsko slavo. Ampak zanima me tudi seveda kasneje, ko sta prijateljevala, tudi kasneje, ko je Štukl seveda postal spet znan širši tudi mednarodni javnosti. Koliko sta se pogovarjala o gimnastiki? No, najprej bom še to povedal, tako kot je bilo rečeno. Štukl se ni potem nič udejstvoval kot trener ali pa kot funkcionar. Skratka, to ga ni zanimalo in potem je tudi prav, ne samo iz njegovega mogoče svojevrstnega prepričanja, je smatral, da nima za to kvalitete, določenih kvalitet in ga to ne mika in ga ne veseli. No, ampak
midva sva obudila torej veliko spominov, ker mi jih je on, bi rekel, predstavil. In jaz sem imel to srečo, ker sem se srečaval pred mnogimi leti, še ko je imel moja žena, še pokojna, še živa, sta bila vsake 2 leti gosta nemških telovadcev. Jaz sem tudi tam član telovadnega društva Ingelheim, blizu Frankfurta, 60 km dol. In tam se je zbirala vsako leto telovadna svetovna elita. Zanimivo je bilo to, da je ta Ingelheim v takratnem času bivše Jugoslavije povabil telovadce ne glede na to, kakšne so bile politične razmere. In smo bili Rusi skupaj, smo bili z Italijani, smo bili z Amerikanci in podobno. In vsako na 2 let je bil en mesec posvečen dnevu tvoje države, da tako rečem, recimo Jugoslavije. In v enem tednu je bila šport, zasedba v športu, potem v kulturi, pa v gospodarstvu. No? In jaz sem pač na področju športa bil predstavnik in takrat, da se vrnem nazaj, sem se z mnogimi njegovimi telovadnimi vrstniki nemškimi, ki so tekmovali na olimpijadi v Berlinu 36. leta, spoznal in so vedeli tudi veliko stvari povedati. In tudi recimo oni so tudi iz Češke so bile, Čehoslovaške takrat, starejši možje seveda, in so obujali tovrstne spomine, ker so bili recimo tako pri Nemcih kot pri Čehi nekateri posamezniki takšnih kvalitet, kot je bil pa Štukal, oziroma na nekaterih orodjih celo nižjega ranga. Ne? Ja, Štukl je bil, kot rečeno, res izjemen gimnastičar, specifičen, kot ste rekli, pač manjše rasti, ampak izjemno močan. Ni naključje, da je v bistvu ta kult telesnosti v tistem času, v bistvu njegovem času, v bistvu nastajal predvsem zaradi gimnastičarjev. Spomnimo se, v bistvu prvi slovenski bodybuilder je bil Drganc, Stane Drganc, tudi eden izmed te gimnastične vrste, tudi pač seveda član te olimpijske ekipe, ki je v bistvu potem poziral kot verigar tudi na prvi znamki. Mislim, da je bila to še ta država Slovencev, Hrvatov in Srbov, nekaj samo en mesec trajala, ampak pustimo to, hočem povedati, pač to so bili res športni idoli tistega časa. Rekli ste, kar se mi res z tega športnega vidika zdi zanimivo, da je potem gimnastika postala drugačna, recimo temu bolj akrobatska v vašem času, ampak da zdaj in seveda vabimo vse, da si tudi ogledajo razstavo v Štuklu na koncu. Rekli ste, da je bil edinstven, poseben človek, zelo pedanten. Kaj je tisto, kar še v spominu nanj pomislite? Veste kaj, v celotno tisto obdobje, ko smo oziroma so imenovali sokolstvo, je dajalo pečat, bi rekel, slovenstvo. Jaz sem kot pionir in potem se nadaljeval kot mladin član v teh vrstah, ki smo bili pa člani društva Partizan, TVD Partizan vseh mogočih teh krajev po Sloveniji, po Jugoslaviji. No, to je bilo podaljšek bivših sokolskih društev, ki pa seveda so napolnjevali ljudje iz tistih pravih sokolskih predvojnih časov. In ti so negovali strahotno to poštenost, odgovornost, kritičnost, red in seveda te so tudi prenašali in zahtevali od nas, mlade generacije po drugi svetovni vojni, tudi tovrstne odlike. In takšen je bil tudi seveda pedanten, natančen, urejen, vse skozi do zadnjega Leon Štukal. Tudi pri pravništvu, kot pravnik, je včasih treba biti natančen. Včasih? Ja, vedno pravzaprav. Moja žena je sodnica, prosim, da povem iz prve. Ja, moram biti zelo previden. Ja, res je. In moram reči, da smo ga kar občudovali, da je v teh poznih letih zmore, bi rekel, še toliko pedantnosti in toliko zahtevnosti od samega sebe. Ja, saj
tudi ta pač zgodba, ki seveda tudi veje skozi njegovo življenje, to, da pač recimo po drugi vojni ni smel delovati kot sodnik. Rekli ste, da ga pač funkcionarstvo tako in tako ni zanimivo. Mislim, res je ena zelo močno življenjsko sporočilo, kako je tudi v težkih časih, ki jih je doživljal, pač ohranil neko dostojanstvo, bil je zvest samemu sebi in v bistvu tudi to prebrodil do točke, ko je pa v bistvu se upravičujem, stara leta postal pa res v bistvu globalni zvezdnik na eni strani zato, ker je pač preživel toliko časa, ker je bil tako čil in zdrav še tudi v zelo poznih letih in ker je v bistvu simboliziral to moč športa tudi z tega zornega kota, se pravi, kako pač lahko šport, celo vrhunski šport pač pomaga človeku, ne, da ohrani to lucidnost in konec koncev tudi telesno pripravljenost tako dolgo časa. Zdaj, kako se ga pa spominja iz tega zadnjega obdobja, ko je doživel to slavo in recimo to, kar najbolj simbolizira ta otvoritev olimpijskih iger v Atlanti 96. pač tedaj je bil predsednik ZDA Bill Clinton, ki je v bistvu s tem thumbs up, v bistvu palcem navzgor pač pokazal, to je pa res spoštovanja vredno. Kako se ga pa v bistvu iz tega zadnjega obdobja spominjate? No, veste, ko je bilo, da je bil, tako kot je povedano, nekako odmaknen od vsakodnevnega, bi rekel, življenja. No, potem, ko je naša država nastala kot Slovenija, se je zanimanje zanj izjemno povečalo in je bil potem vključen iz različnih, bi rekel, motivov in tako naprej. In takrat je pravzaprav zaživel. Do tega obdobja je bil pa pravzaprav res, bi rekel, 10-15 let ali 20 let nekako, bi rekel, v zatišju in se je lahko držal svojega reda življenja. Ker je pravzaprav imel svoj mir, svoj utečen način življenja, zelo se ga je držal. Včasih se mi je njegova žena tudi pritoževala, prav, to, ki je, bi rekel, tečen pa natančen, ampak ga moramo ubogati. No, potem pa seveda z novo Slovenijo, z novo državo, zanimanje zanj je prišlo na dan in takrat je pravzaprav on, kar bi rekel, nekako vzkipel in je bil, bi rekel, prav, bi rekel, žareč in potoval je tudi okrog. No, tako so bila tudi, seveda tudi večkrat skupaj. In seveda je bil tudi, jaz sem zelo ponosen, ker sva del tega ustanovitvenega odbora Olimpijskega komiteja, on in jaz, kot ustanovitvena člana. In takrat smo se tudi že zaradi tega malo več družili, imeli kontakte potem z bivšim mednarodnim predsednikom MOK-a, gospodom Samaranom. No in ja, so bila zanimiva srečanja in tu je pravzaprav se tudi izkazal, bili smo tudi skupaj v delegaciji pri tem predsedniku, gospodu Samaranu, in takrat smo nesli celo kot darilo sliko umetniško stvoritev Toša Primožiča. Ki je bil slikar, ne? Tako, ja, tako. In smo pravzaprav nekaj slovenskega pridiha dali na tem našem srečanju in se seveda prizadevali. Takrat je bilo zelo pomembno, veste, da čim prej ustanovimo svoj olimpijski komitej. Hiteli smo zaradi tega, da bodo lahko naši športniki nastopili na olimpijskih igrah, tako na zimskih kot na letnih, in to nam je uspelo. Moram pa tukaj povedati zelo glasno, da velike zasluge ima njegov oče, Eugen Bergant, torej legenda novinarstva in seveda znan v svetovnem merilu, s svojimi povezavami nam je ogromno pomagal in seveda tudi s svojimi izkušnjami, kako takrat poskušati udejanjiti to našo zamisel, da pridemo do ustanovitve Olimpijskega komiteja. Resnično je bil to odbor in po zaslugi Eugena pravzaprav smo res takrat uspeli in s tem njegovimi
povezavami v tujini doseči priznanje in seveda naši športniki so že lahko nastopili na obeh olimpijskih igrah. Zdaj govorimo o letu 1992, ko to res ni bilo samoumevno, ne, da zdaj bodo pa kar Slovenijo smo ustanovili, zdaj bodo pa lahko kar nastopali posod. Mislim, ni šlo tako zelo enostavno, ampak če lahko vržem žogico, zdaj moj oče je bil popolnoma drugačen tip, on je bil tudi tenisač, tako da gimnastiki ni bil kaj posebej dober. Mislim, ne, ključno je bilo, seveda, mislim, tukaj je zelo veliko ljudi imelo zelo velike zasluge, ampak ne, ravno to, kar sem prej povedal, ne, to, da je pač Štukl bil tak, kakršen je in da se je vedlo, olimpijski zmagovalci iz leta 1924, to je že leta 1992 bilo ne, in dejansko je bil, mislim, da že takrat med najstarejšimi, če ne še najstarejši živeči olimpijski zmagovalec in seveda tudi vi, ne, kot spet pač nekdo, ki je potem za neko novo drugo državo, ne, v bistvu začel to olimpijsko slavo in mislim, tudi to je bilo zelo pomembno sporočilo mednarodno, ne, glejte, sej, ne, Slovenci zdaj niso padli z nekega planeta in so se naenkrat tukaj znašli na zemlji, ne, v bistvu imajo zelo dolgo zgodovino in tudi njihov šport ima zelo dolgo zgodovino in bili so pač tudi uspešni, samo pač kot Slovenci niso bili prepoznani, tako da to sporočilo je bilo zelo močno in je v bistvu seveda tudi in predvsem po vajni zaslugi, ne, bilo pač tu seveda tako odločno in jasno sporočeno pač tem odločevalcem tistega časa. Zdaj pa, ja. Smem dopolniti. Ja. Namreč njegov oče je bil znan športni novinar. Ne samo pri nas, tudi v svetu. Seveda je imel tudi druge rubrike. Dolg čas je bil urednik notranje rubrike. To je bil pa samo eno leto, potem je... No, ampak v glavnem bil je torej področje življenja mu je bilo znano. Ni bil omejen samo na tenis, ampak, Ne, seveda ne. ja, ampak tudi na marsikaj drugega. Ja, ok, pustimo zdaj očeta pri miru, pa gremo k vam. Zdaj, kot rečeno, Štukl je bil res nekaj posebnega in mislim, da pač je vsako mesto, ki si ga, ki pač lahko v bistvu to njegovo zgodovino razvija naprej in ki v bistvu živi s tem, da pač je bil Novomeščan. Zdaj moram reči, da po fotru sem seveda in mame iz Maribora in seveda si ga tudi Mariborčani lastimo, z Štukla namreč, z razlogom, ampak jaz bi rekel, saj se lahko zmenimo, ne. Zdaj, vi, ne, ste seveda ne samo, ne, da ste pač bili seveda velik gimnastični šampion, v bistvu prvi res svetovni športni zvezdnik, ki smo ga imeli, ker v Štuklovem času pač v bistvu ta slava dejansko ni bila še tako zelo izrazita, pa zaradi nekega medija, ki se mu reče televizija, pač v Štuklovem času tega še ni bilo. Bili so seveda znani športniki, ampak ne, vi pa že sodite v to kategorijo res svetovnih športnih zvezdnikov in ste v bistvu začetnik tega, kar se zdaj v Sloveniji pojavlja. Zdi se mi pa še nekaj zelo pomembno, tudi ta vaša vloga potem, ko ste končali kariero, ker ste vedno bili v bistvu zvesti tudi slovenskemu športu, ravno v smislu razširjanja druge teme, ki bi jo pa rad tukaj še načel, namreč olimpizma oziroma športnega duha in tega, kar ste v Sloveniji niti nimamo, v slovenščini nimamo niti prevoda fair playa oziroma poštene igre. Zdaj, vi ste res vsa ta leta že kot športnik in kasneje kot v bistvu neke vrste športni funkcionar, čeprav na nek način pa kot neka legenda in starosta, ste v bistvu to zelo prepričljivo zagovarjali. Kaj je za vas bistvo olimpizma in kaj je za vas bistvo tega, kar bi recimo rekli poštena igra ali fair play? No, torej v mojem času praktično nismo poznali izraza fair play. Pošten. To je bilo tisto odgovoren, pošten in tako naprej. In to izhaja iz teh, bi rekel, sokolskih vrst, ki so nam vlivali, bi rekel, te vrednote. Treba je bil tredoljuben,
samoodgovoren, kritičen, skratka vse to, kar v vsakdanjem življenju, kako še primankuje in kako rabimo tega. In seveda potem se pa uveljavljal ta fair play, ta izraz. In moram reči, da veste, se pri nas v telovadbi, v gimnastiki je to bilo pravzaprav od samega začetka samo po sebi razumljivo. Veste zakaj? Bili so skromni pogoji. Morali smo si pomagati drug drugemu pri varovanju težkih elementov, seskokov z orodji in si moral imeti zaupanje v sotelovalca, v trenerja, da te je ujel, ko te je utrgal z orodja, da se nisi poškodoval. In to zaupanje nam je stkalo tako močno vez, da smo bili potem res kot ena družina. Ne glede na to, da smo si bili veliko nasprotniki, da tako rečem, na tekmovanjih. Je pa nekaj res, da mi med sabo smo priznavali drug drugemu kvaliteto, ker smo vedeli, da je moral vsak vložiti ogromno dela in da ni nič prigulfanga. V raznih igrah, tudi tukaj smo se udejstvovali rekreativno, lahko malo pogolfaš, lahko malo drug prevzame breme, ampak tukaj je pa vse na tebi. In tudi, če delaš, če hočeš se izogniti po bližnjici, boš naredil napako, boš padel, pa še poškodoval se boš. Skratka, to pravzaprav te telovadba nekje uči enega pravega življenja, ene vzgoje. Pa še nekaj, v tistem našem času so naši vaditelji zahtevali, torej moramo vedeti, da je bil to amaterizem, ne tako dan danes, ker so profesionalni čas, in takrat so zahtevali, da si bil v šoli kolikor toliko dober, da nisi šolo ali pa delo ali pa službo zanemaril. Če ni bilo v redu, če si imel cvek, nisi smel k treningu in to je bila največja kazen. Kajti telovadnica, to društvo, ta sredina, to nam je več pomenila kot doma družina, pa kot šola. In tam si se nehote izobraževal, pa še nekaj. V naših časih, recimo, ko si bil mladinec, pionir, pa si se družil s starejšimi, ki so bili že člani, tisti so bili študentje, nekateri so bili že v poklicu, zdravniki, pravniki, ne vem na kakšnih položajih, in pogovori med temi so bili, ki niso se udejstvovali na vrhunskem nivoju treningov, ampak splošne telovadbe, redno v vseh mogočih tekočih zadevah, tudi v strokovnih. In mi smo črpali to znanje, to vedenje od teh starejših in mnogokrat nam je kdo drug starejši študent pomagal pri kakšni nalogi in tako naprej. Skratka, to je bila velika šola za življenje. Ampak je možno to šolo, ki ste jo zdaj tako slikovito opisali, in zdaj, ja, lahko se pač na nek način pomirimo s tem, seveda gimnastika je v bistvu osnova vsega športa, ne? In če pač vse to, kar ste pač opisali, izvira iz gimnastike, potem te vrednote, čeprav se pač pri kakšni igri žogo da tudi pač kaj drugače to narediti, ne? Ampak a v sodobnem športu lahko te neke vrednote, ki se zdaj upravičujem, ne, ki zvenijo zelo stare, ne, in pač seveda zdaj revni, vsaj v povprečju nismo več, pa je veliko več možnosti, a se da to v bistvu preslikati na zdajšnje čase? No, v določeni meri seveda se da. Mi se trudimo, jaz sem član, dolgo vrsto sem bil podpredsednik Evropskega združenja za fair play, zdaj sem seveda tudi v tem svetovnem združenju. Trudimo se, da bi pravzaprav približali športnikom, da se ne bi pozabili na to, da je to sestavni del športa. Res, da so rezultati pomembni, najbolj odmevni in tako naprej, ampak če ni tiste prave, rekel, športne vsebine, vrednote, potem to nekaj manjka. In v tem smislu se mi tudi, recimo naš olimpijski komite pod pokroviteljstvom tako imenovane Slovenske olimpijske akademije izjemno veliko prizadeval na področju fair playa po šolah, tudi v vrtcih, torej po klubih, da smo zaanimirali ne samo trenerje, funkcionarje, pa tudi športnike, da pravzaprav se je treba korektno obnašati drug do drugega. Zakaj ne bi dal priznanje tistemu, ki je boljši, pa mu zaploskan in tako naprej, segel v roke in ne pa, da ga pravzaprav
podcenjuješ, zaničuješ in podobno. Skratka, je na tem področju veliko dela, je pa seveda tudi precej deviacij. Seveda ta profesionalizem je prinesel čist druge oblike ukvarjanja. Jaz ne rečem, da so fantje pa dekleta, ki so pravzaprav tako rekoč nekateri na položajih čisto kot v službi. To je praktično pod narekovajem bi rekel poklic, služijo. Ampak za tega ni treba biti, da smo ljubosumni na to, ravno tako jih žene srčnost, ljubezen do panoge, do športa in tudi mnogi od teh so izjemno, tako rečem, v tem smislu fair play. In mi take primere izpostavljamo, zato da so mladim za vzgled, da vidijo, da se tudi pri tem profesionalnem področju športa da človeško, dostojno, humano delati. Zdaj, ena sopomenka fair play lahko tudi olimpizem, oziroma kako vi v bistvu sploh opredeljujete to, kar bomo pa zdaj priče 100 let po Štukljevih igrah, pa spet ob igrah v Parizu. Kaj je za vas olimpizem? No, torej, v tem smislu mi poudarjamo skozi olimpizem to besedo tudi te tako imenovane olimpijske vrednote. Strpnost, pridnost, odgovornost, poštenost. In zdaj ob takih priložnosti je seveda priložnost, da je to še bolj poudarjeno in večkrat smo priča tudi tem, bi rekel, res športnim potezam, ko pravzaprav mnogi na račun svojega boljšega rezultata se žrtvujejo in pomagajo potem nekomu, ki je zašel v krizo, v nezgodo. In zdaj je recimo tudi spet priložnost na teh olimpijskih igrah, da pridemo tudi do takih, bi rekel, dogodkov. Je pa nekaj res, da olimpijske igre so igre tako na eni strani veselje, razočaranj, solza in sreče, ker ni rečen vedno, da tisti, ki so favoriti, zmagajo, uresničijo svoje znanje in svoje upe, so presenečenja in seveda tudi razočaranja. Seveda pa moram reči, da se mi športniki tudi v življenju praktično, saj smo vsi na istem, največ naučimo iz napak. Če si kritičen, preanaliziraš sam sebe, vidiš, kje si, kaj ti manjka in kaj treba storiti. Mislim, da je to en izjemen pristop do tega, da si lahko drugič boljši. Spravi, da se iz porazov največ naučimo. Ampak s tem imamo pa v Sloveniji zdaj kar težave, ker imamo pa take uspehe in ker torej porazov je tako zelo malo. Ne vem, ali nam bo to stopilo v glavo, ali mislim, bomo se poneumili zato, ker samo še zmagujemo. Mislim, nas mora to skrbeti. Ja, pravzaprav druge bolj skrbi. Torej, kolegi iz tujine se čudijo dejansko nad tem čudovitim pojavom. In tudi jaz sam ne znam razložiti, kaj ne bi bilo temu vzrok. Res, da po eni strani moram reči, da naša pridnost pa narava našega človeka odtehta. Po drugi strani pa moramo biti tudi realni, da ta fluktuacija v športu, ko lahko ti treniraš, si član tujega kluba, deluješ v neposredno boljših pogojih, kjer je pravzaprav več znanja in podobno in pride potem še dodatno do lepih rezultatov. Smo pa res izjemni in seveda najbrž je realno pričakovanje, da bodo naši športniki tudi na teh olimpijskih igrah dokazali svojo vrednost. Ja, samo da nam ne bi to dejansko preveč stopilo v glavo. Mislim, saj to, kar ste rekli, pač, eno je zagotovo pač ta prislovična slovenska marljivost, čeprav zdaj to mogoče žaljivo za kakšne druge, ki so tako marljivi ali pa celo malce bolj ali pa mogoče celo preveč. Potem je recimo nekaj, kar zagotovo je pač, recimo, kar se morda premalo poudarja, ta sistem v bistvu spremljanja motoričnih spretnosti otrok
že od osnovne šole naprej, ki praktično vse generacije od 60 let naprej smo v bistvu bili testirani v osnovni pa recimo srednji šoli. Mislim, to je en fenomen, ki ga drugje ne poznajo. Ne? Ampak potem je pa to, kar vi poosebljate in vidva Štukljem in v bistvu šampioni, ne? Pač ta neverjetna tradicija, ta kultura, ki jo imamo v športu. Pač šport nam res neverjetno veliko pomeni, pač tudi po vaši zaslugi. Ne? Veste, po drugi strani rad poudarjam, da ob vseh teh uspehih ne smemo zanemariti, dati priznanje tudi tisti, ki se ne povzpnejo na zmagovalni oder. Razlike, kot sami dobro veste, so tako minimalne pri teh razvrstitvah, da pravzaprav tudi tisti na 10. mestu, 8. mestu zasluži vse naše priznanje, ker je mogoče včasih še več vložil v treninge, kot pa mogoče tisti, ki je uspel priti na stopničke. Pa še nekaj, to tudi govori v prid, mislim, če gledamo zdaj, Slovenci imamo tudi, ali pa Slovenke in Slovenci imamo, ali dobro, jaz sem preveč zmešan, lahko govorim celo v tretji osebi, imajo nekaj tudi slabih točk, recimo zavist je ena taka zadeva. Ampak, glej ga zlomka, tudi ko gre za denar, bi jaz rekel, da je šport ta trenutek v Sloveniji edina dejavnost, kjer ljudje, ki s športom sorazmerno veliko zaslužijo, pa zdaj lahko govorimo, ne vem, o Dončiću, o Janu Oblaku, o Rogliču, Pogačarju, da so v bistvu edini bogati Slovenci, ki jim ljudje v bistvu ne zavidajo tega, ker vejo, človek si je resnično to zaslužil. In jaz mislim, da to je v bistvu, ne vem, imate vi tudi tak občutek? Ali... No, je res, ampak bi dodal temu že to, da pri nekaterih starših je pa seveda pristop malce drugačen v želji, da svoje ambicioznosti zadovoljijo, potem pričakujejo in seveda tudi malčki pričakujejo, da bo takoj zaslužil pri določeni panogi, ko se bo majčkeno bolj izkazal, kar pa seveda ni ravno tako, ne. Ampak denar v bistvu pač seveda ne sme biti motiv in pač tudi na tej vrhunski ravni, verjamem, da seveda, dobro, vi ste tekmovali v drugih časih, Štukelj sploh, pri Štuklu je res bilo tako, da pač so v bistvu oni celo to, kar so sami zaslužili, pa to so pač vlagali v to, da so pač lahko sploh tekmovali, zdaj je to seveda drugače, ampak denar v bistvu celo tudi na tej najvišji ravni verjetno sploh ni ta ultimativni motiv, ne. Ja, no sej po eni strani bi lahko bili športniki moje generacije zavistni ob tem, ker zdaj, česar so zdaj športniki ali pa športnice deležni, ker v tistem času smo potovali v 3. razredu na lesenih sedežih, vagonih. Zdaj mlajšim moram razložiti, 3. razreda na železnicah ni več. V sodobnih časih, zdaj upam, da nikoga od slovenskih železnic, 1., 2. razred je eno in isto. In gre še vedno zelo počasi, ampak pustimo to. No, pol smo se pa veselili tekem, mislim, konca tekem, da so bile kakšne skupne večerje, pa kosila, ker smo potovali z konzervom, pa suho hrano in podobno. Ja, to so bila doživetja svojevrstna, ampak smo bili zadovoljni, tako pač je bilo. Dobro, zdaj so pač drugačni časi, je bilo pa to tudi čas, ko še ni bilo teh socialnih omrežij in ste verjetno tudi več videli od sveta, tako da to je to. Dobro, zdaj morda, če počasi zaključimo, zato ker nas čaka v bistvu še en zelo pomemben dogodek, to je namreč, kako bi človek rekel, ne svetovna, ampak vesoljska premiera novega dokumentarnega filma o Leonu Štuklu, Klemna Dvornika. Če se vrnemo k temu, kar pač nas čaka, ko bomo spremljali olimpijske igre v Parizu, seveda se bomo spominjali tudi Leona Štuklja, pač zaradi te stoletnice. Česa se pa vi v Parizu najbolj veselite, kot gledalec, kot spremljevalec? Veste, s Parizom sem imel majčkeno nesrečne spomine, ker sem bil določen za nastop v prvem evropskem prvenstvu, pa sem zbolel. Potem so čez 2 leti bile druge
drugo evropsko prvenstvo, sem se poškodoval in šele na tretje sem potem uspel priti. No, v glavnem, ta Pariz, nisem jaz nikoli tekmoval, sem pa nastopil z našimi telovadci tudi. In kaj bi rekel, lep zven se mi zdi, da ima ta pridah tega velemesta. Bil sem potem kot bi rekel funkcionar potem Združenja Evropskega fair playa velikokrat na konferencah v Parizu. No, ampak zdaj bom pa to poudaril, da Slovenija se lahko, bi rekel, s ponosom ozre tudi k slovenski hiši. Imamo hišo na primernem, izredno izpostavljenem kraju, kjer bo pravzaprav mesto in prizorišče srečanj raznih delegacij, gospodarskih, kulturnih in pa seveda športnih. Tako da hkrati pa seveda mi obujamo tudi spomin na Leona Štukla, na njegovo olimpijado, oziroma takratno olimpijado pred 100 leti in seveda zato nam je Pariz tokrat še toliko bližji. Skratka, Pariz je naš, ne samo Trst in ne samo drugi, mnogi drugi kraji po svetu. Se že veselimo tega in seveda, pač kot rečeno, ko bomo spremljali Pariz, bomo lahko vedeli, pač naši so tam tako dobri, mislim 90 športnikov, mislim, in vsi so se seveda morali za to uvrstiti. Naši so tam tako obetavni, tako dobri, pač predvsem zato, ker smo imeli tudi nekoč Štuklja, ker smo imeli celotno to generacijo, ker smo imeli vas in ker smo imeli pač te ljudi, ki so v bistvu to zgodbo slovenskega športa pomagali pripeljati do te točke, v kateri smo zdaj. Tako da smo vam seveda izjemno hvaležni. Hvaležni smo vam tudi za seveda ta pogovor. Ste nekoliko tudi poškodovani, tako da danes tukaj ne boste telovadili, to je treba že reči, mislim, če kdo pričakuje, ampak se seveda odlično držite in predvsem, kot rečeno, smo hvaležni za to, da vas tudi imamo kot nekdanjega šampiona in kot človeka, ki nam razlaga fenomen športa. Ja, jaz se zahvaljujem za vašo potrpežljivost, upam, da je bilo kaj pametnega povedanega in pa seveda našemu znamenitemu komentatorju seveda hvala lepa. Ja, hvala lepa. Zdaj, ob koncu bi se pa jaz rad zahvalil še nekomu, ki že dolga leta res skrbi za to, da je dejansko Novo mesto res kraj tudi Leona Štuklja in v bistvu izhodiščna točka vsega dobrega in ponosnega, s čimer se tukaj ukvarjamo, ki skrbi v bistvu za to dediščino, to je Jasna Dokl Osolnik, ker, kot rečeno, ni samo to, kar je, ampak je seveda tudi skupaj z sestro Majo tudi res vrhunska gimnastičarka in zdaj ste slišali, zakaj so gimnastičari tako posebni in tako dobri ljudje in tudi Jasna seveda to pooseblja. Najlepša hvala.